Tudi jaz izgubil vso vero v ljubezen. Sem bila rešiteljica. Ko ti iščeš ljubezen zunaj sebe, je tisto samo kratko obdobje lepega. Postaneš nesrečen, lahko izgoriš. Jaz sem imela občutek dolgo časa, da govorim o tretji osebi. To sploh nisem jaz, toliko globoko sem potlačila. Zakaj? Pa spet zakaj? Kje sem spet naredila napako, da mi je partnerska zveza propadla? Kako si prišla iz tega začaranega kroga ne biti dovolj dobra? Ti si mi pokazal prav posebno pot. Hipnoza, samohipnoza, tudi NLP. Ne moreš rešiti sveta, reši sebe. Povej mi, kako lahko človek najde spet vero v ljubezen? Lepo zdrav, dobrodošli v novi epizodi našega podcasta Strategije odličnosti. Z nami je danes Hermina Matjašič Veber, akademska glasbenica, violinistka, pevka, žena, mama, podjetnica in oseba, ki je spet našla vero v ljubezen. Hermina, dobrodošla. Zdravo. Povej mi, kako lahko človek najde spet vero v ljubezen? Tako, da najde najprej sebe. To je najbolj pomembno. Ker ko ti iščeš ljubezen zunaj sebe, je tisto samo kratko obdobje lepega in fajnega in potem, če iščeš, pa vse narediš za to, da bi bil viden, da bi bil ljubljen, da bi vse tisto, kar delamo ponavadi, za to, da bi bili sprejeti, na koncu pozabimo nase in se zatajimo in se ne poslušamo. Kaj so glavne napake, ki si jih ti počela v preteklosti, ko si iskala to ljubezen? Ja, jaz bom rekla tako. Vedno sem imela vero v ljudi, da so dobri, pošteni, ker tako sem bila tudi vzgojena v verski družini in to je enostavno bilo pri nas, bodi dober, bodi pošten, se veš, kak smo te stare, tradicionalne slovenske družine in nič to ni narobe, ampak vseeno velikokrat si potuškan ali pa bodi tiho ali pa se bo vse okej. In tudi s tem nič ni narobe, če najdeš sebe, ne? Ampak jaz bom rekla, ta vera v ljudi, ki še verjamem danes, je, kako naj rečem, pripeljala me je prav z partnerji me je pripeljala do tistega, kar sem se mogla naučiti, ne? O sebi, da sem tudi jaz vredna. Nisem pa vsi drugi okrog mene, ne? Niso vsi drugi dobri, ne? Ta lastna vrednost je mene dajala, ne? In učenje glede partnerskih odnosov že od nekdaj sem prav takšne partnerje dobila, ko so me učili, da sem verjela v tisto, kar sem videla, kar so mi dajali na začetku, na koncu pa bistveno ni bilo to tako. Ne vem, če me razumeš. Ne bom govorila, ker je to že vse pasé. Tista zaljubljenost, jaz sem se zaljubila, na prvi pogled, pa vse je bilo luštno in in sploh. In velikokrat mi je mogoče tudi kdo doma rekel, glej, pazi, Hermina, glej, ali pa ne vem, odpri oči ali pa kaj, jaz sem bila vedno tak na vseh področjih, ne, malo zaletava, najmlajša doma, ampak sem se mogla tudi boriti, ne, da sem bila mogoče doma opažena, da ne vem, mi smo glasbena družina, vsi so bili v narodni glasbi, jaz pa sem violino igrala in se spomnim prizora, ko je bilo tisto, ne, violina ne paše zraven, ne, in tega občutka v telesu nikoli ne bom pozabila, ne. In tu sem delala na tem, da sem danes bila in v narodni glasbi in vse, rock, pop, vse, violina paše, vse posod. Kako ne rečem, zdaj sem malo skočila drugam, ampak kaj je bistvo, kaj sem se učila? To, da najdem sebe, da sem se začela poslušati, pa da malo bolj vidim, kaj je res, pa kaj ni res, ne. To, da mi intuicija mogoče malo bolj daje tisto, da se ustavim, pa da slišim, pa da tudi sebe dam na prvo mesto. Da ne grem čez vse, samo da je bila videna,
da je bila opažena, da bi bila ljubljena ali pa ne vem karkoli. Kaj danes počnejo ljudje, ki ne dajo sebe na prvo mesto? Ker to si ti kdaj v preteklosti počela. Kaj misliš, da je posledica tega, če nekdo dalj časa ne daje sebe na prvo mesto? Postaneš nesrečen, lahko izgoriš, ne? Kakorkoli, če je to, ne vem, služba, lahko popolnoma izgoriš, če se zatajiš, če se ne oglasiš. Tudi v družini doma, če je v partnerskem odnosu, ne vem, je samo lepo, in sploh, ja, nekaj ne štima. Mislim, seveda pride do trenj, ampak pogovor, ki naj bo spoštljiv, ki naj bo tako, da te nekdo sliši, to sem se najbolj učila, da me nekdo res sliši, kaj mu želim povedati, ampak če si ti v napačni energiji, če si ti v prizadetosti, če si ti v, ne vem, v žrtvi, ja, te ne bo prav slišal. Ne? Zato smo pa učitelji drug drugemu. Ne? Jaz vse to, kar je z hvaležnostjo nazaj sprejemam, ker so bili moji veliki učitelji. Ne? In s tem sem jaz zrasla, s tem sem jaz našla sebe. Če je bilo vse perfektno, ja, se nekaj ne naučiš. Ne? Torej, vsem, ki me danes poslušajo, gledajo, svetuješ, tako kot te poslušam, da na pretekle odnose, tudi če niso bili takšni, kot so si jih predstavljali, želeli, gledajo kot na neko priložnost za učenje, Točno to. kot na neko izkušnjo, iz katere so danes morda zrasli, postali boljši ljudje in da dajo priložnost nekemu novemu potencialnemu odnosu. Res je. Predvsem je težko to takrat, pa govorim ne samo za partnerski odnos, ampak za vse odnose, odpuščanja. In to je tako težko včasih. In ko pogledaš vase, odkot vse to prihaja, veliko, mislim, vedno moraš ne samo tistemu odpustiti, ki je to storil, ampak tudi sebi. Zakaj si to dovolil? In to je učenje. Ne samo ti odpustim, v redu je, grem naprej, ampak kaj je to v tvojem telesu povzročilo? Moraš iti globoko in s telefoni, z televizijo, z vsemi temi, ki nas ustrahuje okrog, s tem ne moreš. To je samo enosmerna ulica. Ko pa ti greš v naravo, ko greš v samoto, ko greš vase, ko greš, bom rekla, z raznimi stvarmi, tudi s coachingom, tudi z hipnozo, lahko greš tudi samo k hipnozo, je pa tisto, bistveno prideš bliže k sebi. In takrat ti celo telo vibrira, ko je pravo. Čutiš v telesu in ko ni pravo, spet čutiš v telesu, čakaj malo, zdaj pa spet, a se boš stavil? A se boš poslušal? Ali boš pa spet zaradi ali vzorca ali nečesa šel spet narediti isto napako? Se ti bo spet vrnila? Pa lahko, ne vem, 10 partnerjev imaš, ali pa 20 partnerjev, ali pa ne vem karkoli, prijateljev. Boš spet se isto učil. Iste stvari, ampak pač drugi učitelji. Včasih pa mogoče, zanimivo je bilo pri meni nekaj. Moj sin je zdaj star 18 let. Kako zelo me on uči velikokrat tega, kar so me partnerji učili. Pa ni moj partner, Eva, ampak me uči točno tega, lastne vrednosti. A sem dobra mama ali nisem dobra mama. Ne? Ampak čist drugi igralec, ne? Čist druge vloge, ampak iste stvari. Kako dolgo sem se jaz učila, da sem dobra mama? Koliko je bilo to nalepk, da nisem dobra mama? In šele po tolikih letih vem, da sem dobra mama. In stojim za tem. Z ljubeznijo. Kako to veš, da si dobra mama? Vem. Zato, ker se velikokrat tudi moram umakniti, da sam pade, da se sam nauči na svojih izkušnjah, kdo in kaj je. In da ga ne morem rešiti na vseh področjih, da je to tudi njegovo učenje. Jaz lahko pri sebi porihtam, ker smo pač ločena starša. On lahko pri svojem očetu, on bo se moral tam postaviti, on bo moral svoje stvari tam. Tam jaz ne moram. Jaz sem ga lahko zaščitila, ampak zdaj je pa star 18 let. Še z dan danes ga bom zaščitila, če bo želel.
Nič pa nasilja, zato pa veliko krat mame moramo narediti korak, da se otroci vsem usvojijo. To je najtežja naloga, da ti prerežeš pukovino, recimo, ne. In bom rekla, da bom se malo naprej, zdaj sem poročena, srečno poročena in moj mož ima 3 otroke in jaz mojega in imava skupaj 4 otroke. Od prvega trenutka je vse klapalo, zanimivo, ne. Pa sem mačeha, pa se še velikokrat hecam v tem smislu, ja, zdravo, jaz sem pa hudobna mačeha, ne, ampak vsi vejo, da je to hec. Je tudi vzgoja. Ampak vzgoja z ljubeznijo, pa ne samo vzgoja z ljubeznijo, da ti otrokom vse daš drugim, ampak vzgoja predvsem do sebe. To je velik vzor, da daš otrokom, kdo si in kaj si in v kakšnem razmerju se pogovarjaš in z njimi in kaj dovoliš, kako se pogovarjajo oni s tabo. Načela so eno temo, o kateri bi lahko govorila ure in ure, in to je to področje lastne vrednosti. Ja. In ne samo lastne vrednosti na področju partnerstva, lastne vrednosti na področju starševstva, kariere, torej tudi zdravja. Ker dostikrat ljudje imajo občutek, takšna kot sem, nisem dovolj dobra, in to je lahko nek tak nahrbtnik, ki jih potem potencialno ovira naprej, da naredijo neko spremembo, nek premik, vendar prav ta lastna vrednost je lahko breme ali pa neka tudi zavora pri nekem srečnem partnerskem odnosu. Jaz se spomnim takrat, omenila si hipnozo, ne? Ko si ti prišla k nam na delavnico hipnoze, vem, da je bil to takrat izziv, nekaj prost področjem tega lastne vrednosti. Ne? Kako si ti naredila to spremembo s pomočjo hipnoze ali pa s pomočjo teh znanj orodij, da si potem rekla, ne, zaslužim si več? Kako si prišla z tega začaranega kroga ne biti dovolj dobra? Vedno, pač ko sem se učila v teh partnerskih odnosih, vedno sem iskala nekaj, kaj je tisto, da bo meni pokazalo, zakaj, pa spet zakaj. Ne? Kje sem spet naredila napako, da mi je partnerska zveza propadla. No in ti si mi pokazal prav posebno pot. In to je hipnoza, samohipnoza, tudi NLP, tudi to, da sem se pred ljudmi upala odpreti in razgaliti. Ne? Ker tam, ko smo delali v krogu, tam smo delali na sebi, na živih primerih. Ne? In da ti upaš povedati o partnerskem odnosu, ki niso bili enostavni. Ne? Niso bili tako, da bi rekla, da sem mogoče ponosna na to, s kom sem bila ali karkoli. Ampak vedno je bilo tisto, da imam vero v ljudi, da verjamem v dobro, da so dobri ljudje in to me je teplo, recimo. Ne? In kaj si ti meni pokazal? Predvsem, da sem prišla k sebi nazaj, da je mogoče včasih kak vzorec, že od doma, recimo, ne? Ko sva se vračala po tej poti nazaj, ne? Življenjski poti nazaj. Ne moreš verjeti, koliko imamo te stvari zapise v sebi, koliko čuti telo samo, pa veš, da si samo v sobi s tabo, v hipnozi, ampak čutiš pa, ko izstopiš ven iz tistega stanja, da se vrneš nazaj v tisto stanje, včasih je grozno. Pa potem, ko odprostiš, ko spremeniš miselnost, se to potem tudi, glej, kar mravljince imam, v telesu potem spremeni občutek. Noro. Ne? In tudi prav se spomnim gospe, ki je bila zelo trdna. In ko si vpeljal skozi to pot, vse do rojstva in pred rojstvom, tam pa se je sesula. Pa vsi vemo, da spomin ne seže tako daleč nazaj, ampak tam se je sesula. Lej, spet imam mravljince, ampak ne, veš, to je tisto, ko ne veš, odkot se nosiš. Ne bom krivila naše prednike, pa vse, ampak nosimo te stvari zraven. Ni vse naše. Niso vsi vzorci naši, ampak potegnemo iz koliko generacij nazaj, mogoče strah takrat, ko so bili v vojni, ali pa, ne vem, vse te stvari so v DNK zapisane. In za hipnozo s temi stvarmi pridemo lahko zelo globoko. Je pa res, da si moramo dovoliti.
Je pa res, da ti kot coach, ti kot učitelj, ti kot tisti, ki nam to predavaš, bom rekla, da si fantastičen. Zato, ker nas na lep, nežen način znaš peljati, ne, v to. In hvala ti. Ti je bilo kdaj težko se izpostaviti? Ker veliko ljudi danes se doma, so skriti, zdaj nas gledajo, nas poslušajo in rečejo, meni je neprijetno. Jaz imam težavo na področju partnerskega odnosa, ali pa sem samska, ali pa sem samski, si želim partnerskega odnosa, sam mi je neprijetno se izpostaviti, ker me je sram, spet greva k temu, nisem dovolj dober, ali pa nisem dovolj dobra in ima lahko človek bolečino, da potem s tem ne naredi koraka naprej. Jaz bom rekla tak. Glede na to, da pač me ljudje, marsikdo me že pozna. Pač se pojavlja, ne, marsikje kot glasbenica. Nikoli nisem imela glih problemov se razgaliti pred ljudmi. Ampak, ne vem, en primer v preteklosti v partnerskem odnosu pa je bil zelo boleč oziroma zelo tak, da mi je bilo neprijetno govoriti o tem. In sem imela občutek dolgo časa, da govorim o tretji osebi. To sploh nisem jaz, toliko globoko sem potlačila. Ampak, če ti hočeš spremembo narediti na sebi, ne smeš tuškati več sebe, ne smeš tlačiti v sebe, ne rabiš ti celemu svetu povedati, kdo in kaj si, ampak moraš najti nekoga, da se počutiš varno, da se počutiš res prejeto, da lahko začneš to govoriti o teh stvarih. Ker to je zdravljenje, to je tisto, da lahko ti greš naprej. Ne, da ti v sebi še vedno tlačeš. In nekdo ti ne more pomagati, če tebe ni, če ti ne moreš izusti tega, pa tudi povedati, ja, vsekal sem ga mimo, ali pa verjel sem, ali pa naredil sem napako, ampak to je odreženje, to je tisto, kar te pelje do svobode, do prave svobode. Ni lahko, ampak je vredno. Ja. Je vredno. Ja. In potem prideš do spoznanja, da si vreden partnerskega odnosa. Takrat, ko res sebe postaviš na prvo mesto, ko si ne dovoliš, da te nekdo cuka na vse strani, da se lahko začneš poslušati, da si dovoliš začeti poslušati. Pa tudi, če misliš, a ja ali ne, da si vzameš čas, ok, to bom naredil. Pa tudi, če narediš narobe, v redu, kaj me je to naučilo? Ponovno, kaj me je naučilo? Ne, da se točeš po glavi pa rečeš, ne, da si jezen na sebe, spet sem naredil, ampak kaj me uči dana situacija? To ne pomeni, da sem jaz zdaj res svobodna, da se me ne bo več naučilo nič, ampak to, da si upaš iti naprej, ker za strahom se skriva vse. Ker strah je samo, kako naj rečem, matrica, skozi celo življenje, skozi toliko generacij, skozi, ne vem, karkoli, ampak to, da ti upaš prestopiti naprej. Koliko mladih je samo zaradi tega, to je samo en sistem, ki jih od sebe odtujuje. Namesto, da bi šli ven, namesto, da bi šli se družiti, namesto, da bi šli v naravo, ali pa da bi samo sedeli sami s sabo pa razmišljali. Koliko je postalo to težko. In koliko jih vleče sistem stran od sebe. In to čutim, da je moja naloga, da otrokom dam. Bravo. Da dam ljudem. In nisem jaz seveda, ampak čutim ljudi vedno bolj. Čutim tudi stiske, tudi ljudje se na mene obračajo, pa ne samo na mene, ampak tudi na mojega moža. Ampak
rabijo ljudje sporočilo, koliko je pomembno iti v naravo, koliko je pomembno odložiti stvari, koliko je pomembno ne samo gledati politiko ali pa ne vem karkoli, pa se ne bom tega dotaknila. Ampak to je vse tisto, da nas skriga, da nas vleče stran drug od drugega, da nas stran od sebe vleče. In to sporočilo želim dati ljudem preko zgodb, preko sebe, preko glasbe, preko vsega, kar sem. In ne vem, to moram živeti. In mi je bil v šoli, recimo, jaz sem po, ne vem, 23 ali koliko let sem učila v glasbeni šoli. Začutila, 2 leti me je matralo, sem začutila narediti spremembo, ki ni bila lahka, iti iz državne službe. Jaz imam blazno rada otroke, blazno sem se razumela z njimi, z starši, z sodelavci, krasna šola, vse je bilo top. Ampak to sem začutila, da ni več moje poslanstvo, da samo učim violino. Koliko otrok se je na mene obračalo zaradi drugih stvari, ker sem ena na ena začutila, da ni samo tisto, sem rekla, odloži violino, kaj je narobe. Včasih videla starša zunaj, ali pa ne vem, komunikacijo vzpostavila, mamico not povabila in z njo stisko reševala, pa ni moje, pa mogoče sem šla predaleč v tem odnosu, starš učitelj, pa se starši pa to, ampak enostavno sem čutila, z vsem spoštovanjem in jih objela, in otroke, in starše, in marsikaj mogoče rešila. Pa to ni samo hvala, ampak to je tisto, kar čutim, da je moje poslanstvo. Iskreno. Bravo, čudovito. Kaj so te stiske otrok, ki jih opažaš, ali pa si jih opažala skozi ta proces učenja violine? Otrok prije k tebi se učiti violino, ne? Mimogrede, so starši te tako poimenovali, ker so vedeli, da boš violinistka, ker Hermina se dejansko rima z violina. Hermina violina. Ne vem sploh, kdaj je to prišlo, ampak se mi zdi mogoče v času talentov, mogoče takrat, ko sem bila na talentih, ali ne vem, ampak... Ne, čakaj, Hermina se rima z violina v nulo. Od zmeraj. Od zmeraj, Ja, ampak Hermina ni violina. ne, da bi jaz kot otrok želela, da bom jaz violinistka, ja, no ne. way, in Jaz jaz sem rada vadila, samo tega ne. In zato otroke tudi mogoče bolj razumem, ker nisem bila tista res, da bi Nisi dosto kot- vadila pa to. Ne. Ja ne, jaz bi rada bila baletka, meni je bilo vse drugo. Ne, samo pač statično vaditi, ne, pa, ne. Se potem z leti prideš do tega, da pač, če hočeš nekaj narediti. Imela sem pa to, ne. Bila sem pa nadarjena, pa muzičar, pa to kar sem še zdaj, ne, zato nisem samo eno smer klasika, ampak vse posod in vse, kaj pač, ja, vse pravim, jukebox so mi včasih rečejo. Okay, vrnemo se k tem otrokom, ki so v stiski. Kakšne stiske danes imajo otroci? In mimogrede, jaz bi pozdravil, pohvalil, milijonkrat podprl to, kar zdaj razlagaš, to je, vsi, ki naj jo poslušajo, počakajte do konca tega podcasta, torej ni treba zdaj prekiniti, vendar čim prej stran od tehnologije, umaknite se v gost, umaknite tehnologijo, umaknite oddaje, ki nas dajejo v slabo čustveno stanje, nas med sabo sprejo, da lahko dve čudoviti osebi kar naenkrat ne govorita zaradi verskih, političnih, drugih prepričanj. Ne. Torej podpiram tvoje poslanstvo, ker se z njim res zelo močno strinjam. In v naravi, v gozdu, v tišini, v samoti se največkrat skrivajo odgovori, in na katere v bistvu ne najdemo rešitve ali pa včasih tudi vprašanja, da pridemo potem lažje, hitreje prej do njih. No. Tako da, tukaj bi to podprl, hkrati bi se vrnil še zmeraj k tem stiskam otrok in tvojemu novemu poslanstvu. Ja. Nekaj še bom dodala pri tem, kaj si povedal, res je. Ampak ni obsojati tistih, ki tega ne zmorejo narediti. To je pa tudi ena stvar, ki se moramo zavedati. Ker en bo hodil v gost, drugi pa ne bo slišal, pa ne videl, pa ne bo hodil. Ne? V partnerskem odnosu recimo. Ne? In en bo obsojal drugega. To je veliko krat lahko narobe. Ne?
Torej, nekdo gleda politično oddajo, nekdo gre v gost, vsak ima svojo pot. Točno to. In ne obsojite. Točno to. Spet ena odlična strategija odličnosti, ne, ki jo bi rad čim več dobrih strategij pobral danes iz znanega pogovora. Ne. Torej, Ja. ukvarjajte se sami s sabo Ja, in ne obsojati druge, kaj počnejo, točno to. ker s tem škodite sami sebi. Vedno, Točno to. ko na nekoga kažete s prstom, ne, ko se na nekoga jezite, slabo stanje vzpostavite v sebi, ne, in zaradi tega Ja. škodite predvsem in prvenstveno sami sebi. Ampak zanimivo je nekaj, ne? Veliko krat, ko obsojamo druge, smo samo ogledalo sebi. To je pa to treba vedeti. Tako da se zamislite, ko kdaj pade karkoli, ne, iz vaših ust, se najprej vprašate, zakaj je to padlo, oziroma vsaj včasih vidimo, pa hočemo pomagati, če je to naš pravi namen. Ne? Če pa je obsojanje, pa je mogoče naše, ne njihovo. Mogoče je samo en trigger, ki so ga povzročili drugi pri nas, da se spet mi nekaj naučimo, ne drugi. Mislim, to je ta zgodba, ki je zelo znana, ne, kako se ena žena jezi, ne, in pravi, le kako ima soseda umazane rjuhe, ne, Tako. in mož reče, ne, to niso njene rjuhe, naj na okna so umazana, ne, Točno to. ker mi dejansko vidimo v drugih to, kar si sama rekla, ne, od vse osebe. Ne. Torej, če nekdo želi imeti mirno, lepo, srečno, izpolnjeno življenje, čim manj gledati, obsojati druge, ukvarjate se sami sabo, svojim poslanstvom. In če se spet vrnemo k temu poslanstvu tvojemu, torej opažaš, da so danes otroci v stiskah. Ja. Kakšne so to stiske in kako jim lahko ti pomagaš? Ja. Ko sem še učila, ne, bom rekla, veliko krat je bilo tako, da je bilo preobremenjeno v šoli, absolutno. No. Ali pa mogoče tudi včasih se je zgodilo, da ni bila več želja otroka, da bi se učil violino. Čeprav še vedno zagovarjam to, da je prav, da se ena stvar spelje do konca. Ne? Ampak predvsem stiske otrok, mogoče izven glasbene šole oziroma izven tega vsega, kar se dogaja. Kako naj rečem, včasih se zgodi kaj doma, kakšna bolezen ali pa karkoli in ne znajo z otrokom skomunicirati ali pa mogoče, ne vem, ni pogovora ali pa je tudi mogoče zapostavljen v šoli, ker je velikokrat šole zdaj pri otrocih tako, da se že v osnovni šoli dogaja marsikaj, pa s telefoni, pa slike, pa tak naprej in nekoga ranijo. Otrok, ne, hočejo raniti drugega, ne, pa ne vejo, kakšne so posledice, ne, pri otrocih potem, ne, in doma mogoče ne morejo povedati. Ne. In ne bom primerov izpostavljala, ampak ko ti opaziš otroka, da ena na ena velikokrat bolj opaziš otroka, kot pa v skupini. Ne? In jaz vidim, moja sestra uči na osnovni šoli, kolikokrat so to takšni primeri, da je zelo težko rešiti, ker starš ne sliši, da je karkoli narobe, ker toliko v bran stopi otroku, da on pa že ne, moj otrok pa že ne. Kolikokrat je velikokrat, jaz pravim temu, otroci razvajnih otrok so že to, ne? Že generacijsko. Ne? In kolikokrat niso več slišani otroci in se zatekajo v telefone in potem iščejo potrditev samo tam, koliko so na všečkih dobri, koliko so to, koliko so oni. Druga stvar pa je, da ko kaj doma ne štima, je to velikokrat beg otrokom telefon. Ali pa, ne vem, vse pri mojih otrocih tudi takne. Se niso moji otroci tudi ne drugačni. Pa bom rekla iz mojega zornega kota, ker sem tudi jaz starš, ker sem tudi jaz velikokrat kaj naredila narobe, pa marsikaj zdaj ne morem rešiti. Ampak, ko karkoli ne gre, velikokrat se
zatečejo otroci ali v kakšne igro, ali v telefon, ali da radi pobegnejo malo od doma, da grejo s frendi, ali najdejo, ne vem, karkoli, lahko so to Yu-Gi-Oh karte, lahko je ne vem, karkoli. Zato je treba opazovati otroke doma, ker je to tako hitro, da preklopijo, da so noter v teh stvarih, da je to noro. Kako je to težko? Podpora partnerja. Podpora partnerja je zelo, zelo pomembna, kako stopita skupaj, recimo kot mož pa žena ali pa kot bivši partner pa bivša partnerka, kaj narediti v tistem trenutku za otroka, ko je hudo, da se ne zateka. Ja, in to, kar si rekel, se mi zdi res pomembno. To pomeni učitelj, starš ali pa starša, ne? In seveda otrok skupaj Tako je. iskati rešitev, zato da se lahko naredi neka sprememba. In mogoče to, kar si omenila, kar se mi zdi res pomembno. Otrok išče način, kako beži stran od izziva, problema, težave, situacije in seveda išče všečke na telefonu, ne? In kako so danes algoritmi narejeni, ne? Največkrat, ko naredi nekaj res neumnega, ali pa je najbolj gledano. Je takrat najbolj gledano. Ne, torej jaz doskrat, ko pišem dobrojutrnice, bolj ko se trudim, pišem več ur eno dobrojutrnico, jo skoraj noben ne vidi in potem včasih objavim eno smešno faco, smešno frizuro in kar naenkrat vsi me všečkajo in pomembno, kar bi rad, da res deliva vsem, ki naj jo danes poslušajo, je, ne, da lastna vrednost, ko s tem sva začela in mogoče lahko tem tudi nadaljujeva, ne, ni odvisna od tega, koliko všečko ima nekdo, koliko prijateljev ima nekdo na socialnih omrežjih. Vsak človek si zasluži ljubezen, vsak človek si zasluži spoštovanje in tudi to, kar sva začela, vsak človek si zasluži srečen partnerski odnos. Zato bi rad, da vsakemu, ki me danes posluša in je mogoče osamljen, samski, da še zmeraj vere v ljubezen. Ampak takrat bo našel, ko bo našel sebe, ko bo sebe začutil, ko bo res sebe dal na prvo mesto, da bo videl, da je lep, da je kakršenkoli že je, da je vreden ljubezni. In da to ne pomeni, da se razdaja vsem, pa vse naredil, pa vse samo, da je bil ljubljen, ampak da ve, kdaj ja in kdaj ne. In potem tisti drug bo znal spoštovati to, ker ne bo mogel prestopiti meje. In ko sem jaz svojega partnerja, moža, zlatega spoznala, to je glih bilo pred tem, ko sem rekla, dovolj je, sama bom. Dovolj je. In moj ima isto zgodbo. Ne bom več. Sem rekla, ne grem se več tega. Ne bom si več pustila vsega. Jaz bom to, kar sem. Ker velikokrat na odru sem jaz tudi mogla biti da pač, ne da igraš. Jaz tako na odru, tako kot sem, ne morem pomagati, ampak včasih te je mogoče glava bolela, je pa si mogel, ne? Ampak to je bila maska. Ampak dovolj je bilo mask. Dovolj je bilo tega. Jaz to, kar sem, čeprav me moj včasih še vedno vstavi, glej, ne, moj me prizemljuje pa pravi, glej, Hermina, razmisli, ne, tako res, jaz dam razmisli, ne takoj na prvo žogo in se učimo drugega, ne. Ne grem tisto, jaz bom naredila tako, kot bom naredila, ker sem jaz imam sebe rada. Spet narobe. Ampak vseeno, da slišiš, nekdo ti hoče nekaj dobrega. Nismo vse vedi. Še vedno imamo nekaj, ne, kar te podžge, pa bi kontra naredil, ne. In takrat v tistem momentu se moraš staviti, če imaš pravega partnerja, da poslušaš, kaj ti želi povedati, pa da ne greš v tisto užaljenost. In to je rast. To je skupna rast potem. Bravo. Spomnim se, ko si bila na coachu, takrat sta prišla skupaj s sestro in si bila na tem vročem stolu. Ja. In nek vzorec sem takrat prepoznal v tebi in je to včasih vzorec, kjer ga opažam pri veliko ljudeh. To je, da v preteklosti
si včasih, ko si šla v partnerski odnos, šla kot neka terapeutka ali pa rešiteljica. Recimo, en primer sem imel, to ni tvoj primer, ne, en primer, ja, lej, če bo ta nehal piti, če bo nehal jemati mamila, če bo vse to pri njemu rešila, ne, bo pač najdel službo, končal študij, potem bo čudovit partner. In oseba stopi noter z neko idejo, željo, jaz sem zdaj odrešenica, a moram rešiti, da bo potem ta oseba lahko na nek način srečna v tem odnosu. Ne? Tako da, ne vem, če je tako točno bilo pri tebi, no, spomni se neke take... Jaz sem bila rešiteljica in meni še danes rečejo, pa ne moreš rešiti sveta, reši sebe. In to je najbolj pomembno, ta stavek. Ne moreš rešiti sveta, reši sebe. To se naj ljudje res zapomnijo. Ker jaz se še tudi učim, jaz še vedno skočim, pa bi ne? Ampak velikokrat se bom še vedno pomagala. Ampak nekdo, ki si ne pusti pomagati, ne moreš narediti nič. In s tem, če ga ti, ne vem, na nek način še vedno podpiraš v eni stvari, da ti sam ne narediš spremembe ali pa koraka v tisto smer, kar bo tebi boljše. Pa ne govorim o tem, da morate iti vsi narazen zdaj. Ne? Ampak to, da res začutiš, zdaj je pa dovolj in se takrat izraziš, te bo takrat slišal ali pa slišala. Ali je to, ne vem, prijatelj, ali je partner, ali je otrok, ampak ko ti jasno poveš, ne raš se dreti, ampak jasno izraziš, ker boš imel drugo energijo in takrat te bo slišal. Če pa ne, pa ali boš se učil dalje, pa trpel dalje, ali pa karkoli, ali pa boš naredil korak v drugo smer. Ampak to ni čez noč. Ne? Zanimivo je nekaj. Poslušala sem enkrat eno žensko, ko je rekla, pa si hočemo, da nas partner razvaja to, pa nam rože prinese, pa nimamo to, pa ono, pa tretjo. Ne? Pa smo v taki energiji, kot sem zdaj povedala, ne? Pa smo razočarani zaradi tega, kar tega ni. Je rekla, najprej, tako kot želiš, da partner s tabo ravna, moraš ti sam s sabo ravnati. Kako je to zelo pomembno. In takrat, ko ti sam sabo tako ravnaš, ko ti sam sebi privoščiš, pa si kupiš rože, to pa je samo za mene. Takrat si v drugi vibraciji, je tak? Res je. In si fajn počutiš. Za sebe, jaz sem vreden. In ena taka mala stvar te vrže v drugo vibracijo, pa boš srečal nekoga, ki isto vibrira kot ti. Če lahko tako rečem. Ki je na isti valovni, tako kot pravijo, ne? Koliko je to vredno? Mislim, to je neprecenljivo, kar praviš zdaj. Torej, spet se vrneva k lastni vrednosti, ne? Ker tem govoriš, ne? Ja. Ko se nekdo sam sebe ceni, ko je nekdo v neki višji vibraciji, potem tudi ne privlači več nekoga, ki je v nižji vibraciji oziroma ne zna ceniti, spoštovati te osebe. Ne? In velikokrat ne rabiš ti koraka narediti. Ljudje grejo sami. Se razgubijo, te ne pokličejo več ali pa karkoli, se umirijo tudi. Ne? Eno stvar, ki si začela to misel pred tem, je bilo, da ko želiš spreminjati svet, spremeni sebe. In jaz dostikrat rečem ljudem točno to. Bolj kot si želite, da se nekdo drug spremeni, to je otrok, partner, sodelavec, bolj spreminjate sebe. Bolj ko se vam mudi, da se nekdo drugi spremeni, več energije, več časa, več denarja, več fokusa vlagate vase. To, kar zdaj govoriva, je res pomembno, da ljudje razumejo, ne, da vse je odvisno samo od njih samih. Nihče drug ne prije, da jih bo rešil. Ne. Jaz sem hvaležen, da si bila ti del naše delavnice hipnoze, da si prišla na coacha. Jaz sem hvaležen za vse to. Delo si ti naredila. Ti si bila tista, ki na koncu si šla s temi znani coachinga, NLP-ja, hipnoze ven in si rekla, dovolj je, ne grem se več tega, ne bom igrala več vloge žrtve, jaz se imam rada, jaz se cenim in na koncu so čudeži mogoči in tak čudež se tebi zgodil. Ja, so. So. In sem neizmerno hvaležna za to pot. Neizmerno hvaležna za vso učenje, ki sem ga dala v življenju skozi. Vsem partnerjem.
Pač, tudi če je bilo tako zelo težko, ampak takrat stopiš čez, ko vidiš, da so bili samo učitelji. Mogli so biti. Morala sem se to naučiti. Ne, zakaj se mi je to zgodilo, ampak to je rast, to je to. Aha, ok. Da ti sebe vprašaš, kaj si se naučil. Pa tudi to, a je to moje ali ni moje? A je to moja mama? A je to moj vzorec? Ali pa ne vem, moj deda, ne vem, karkoli. Tudi to je pomembno. Ker včasih potegnemo te stvari še od drugih, ne? Čakaj malo. In ko se to vprašaš, v momentu dobiš odgovor, a je tvoje ali ni tvoje. 100%. Dajmo ve, kako ste se z možem spoznali, kako je prišel Damjan v tvoje življenje in potem mislim, da je fajn, da ga povabimo. Ja, to je pa, jaz sem si kot mali otrok želela, jaz sem sanjala, da se bom nekoč poročila, da bom z enim človekom imela otroke in do konca življenja in to je ta pač moja vizija bila, romantična. Vse se je seveda podrlo, ne? Ampak, ko sem res rekla, da zdaj pa dovolj, sem očitno prišla v drugo vibracijo. Zdaj sem pa jaz na prvem mestu, ne? In na moj rojstni dan, 3.7. Leta 2021, moj je bolj zadatema kot jaz, sem jaz prevzemala na Dravnjah tam otroka, ne? In sem jaz rekla, kolegico pokličem, glej, na pumpi se dobima, ne? Daj pridi sem, bomo eno pijačo spile, ker imam jaz rojstni dan. Kaj, niti podrazno, ti prideš do Celja, pri meni boš pustila avto in bomo mi dve, jaz peljem kot kraljico v center mesta. Opa, vredo, zakaj pa ne? In mi dve gremo tam gor mimo zvezde, gremo tam mimo enega kafiča in seveda ona tako nadaleč pogleda, popazi enega gospoda, šilt kapo, se skriva za očali, sam sedi, nič zmenjeno, čeprav ga pozna. O, Veberček, ne, tako nadaleč, ne. Greva tja, zdravo, zdravo, jaz se predstavim, ona reče, a se lahko prisedeva? Sem si mislila, kak si ti vzela čas za mene? Ful dobro, ok. No in je debata in čez 10 minut mene bivši kliče, jaz sem tu v Celju, ne, jaz pa brez avta. In Vesna reče, Damjan, poskrbi za Hermino, jaz grem po otroka. In smo midva sama ostala tam. In kaj se je zgodilo? Naenkrat njegovi prijatelji z familijami začnejo hoditi vedno bližje, zdravo, zdravo, midva se tudi prvič poznava, nič, ne, zgledala kot zmenek, ampak ni bil zmenek, ne. In sva bila to, kar sva. V tistih minutah, jaz sem bila taka, ko sva, jaz nisem iskala, on ni iskal, ker mi je tudi to povedal. In sva tudi takrat se bo on sam povedal, kaj so bili moje stavki takrat, ne. Res najboljše, da ga povabim ima noter, Deva. ker želim, da spoznate mojega gospoda, ki ga res cenim in spoštujem. Okay. In ljubim seveda. Damjan Veber. Damjan, pridi. Sponzor tega podcasta je Mastermind Akademija. Vabljeni na delavnice, kjer boste z novimi znanji in orodji lahko spremenili svoje življenje. Torej, spoznala sta se v Celju in naključno, vendar vemo, da ni naključij. Kako se je zgodba tam naprej nadaljevala? Edino, kar lahko rečem, preden, ko bo moj mož spregovoril, meni je bila tako seksi njegova štima, jaz ne morem pomagati, če lahko tako čisto po domače rečeno. Tako da, ampak to je bila zavora. Čakaj, štima pove po slovensko, da bomo še... A je štima, glas. Glas, ja. Šarmanten. Primorci ne razumemo tega. Ok, ja. Šarmanten, pomirjujoč glas, ki res pomirjujoče na mene vplivalo. Ok. Dajme, povej kakšen stavek. Da pokažem ta glas. Ja, dej. Jaz sem zelo vesel, da je ta glas bil uslišan, ni pa bil to takrat namen. Jaz sem bil res takrat, ki sem poslušal prej, kaj si govorila, sem res bil v želji, da imam mir. In tudi, ko sem videl to prijateljico, ki je bila v družbi danes moje žene, če bi se dalo za telefon skriti, bi se skril za telefon. No. Pa sem zelo vesel, da sem imel toliko mali telefon, da sta prisedli in
Od tam dalje se je pa vse skupaj potem nadaljevalo. Zdaj preskakujem, seveda so to bili lepi trenutki, romantični, zanimivi, malo te vrne v tista otroška leta, ne. Spet malo začutiš metuljčke, za katere sem se pa res veselil, da jih ne bo. Ali pa vsaj, da jih nekaj časa ne bo, ker sem tudi jaz izgubil vso vero v ljubezen, ne toliko v ljubezen, kot v življenje s partnerjem. Biti z nekom in biti res iskren in se vrniti domov z veseljem in da domu rečeš, da je to tvoj varen pristan. Ne da je konstantno nek beg. In to mi je uspelo s tem, ko sem spoznal svojo ženo in sem seveda jasno zato neizmerno vesel. In hvala. Hvala tebi. Torej, deva moče to še enkrat poudariti. Vse moškim, ki naj danes poslušajo, verjemite v ljubezen in verjemite, da je to možno. Ne, ker ti si že na nek način obupal, dokler se ni zgodil ta slučaj, ki ni bil slučajen, ne? Ja, pravi pač, da ni naključij, da ni slučajev. Nisem prebral nobeno knjigo na to temo, nisem gledal nobenega filma, nič se ni posebnega zgodilo. Zgodila se samo ena stvar, da se je v meni naredil en velik preklop. V prvi vrsti bistveno večja mera spoštovanja samega sebe. Postaviti meje, kaj si želiš, kaj pričakuješ, kaj celo zahtevaš. In si upati o tem govoriti. V prejšnji partnerstvih niti na misel mi ni prišlo, da bi toliko jasno in strogo rekel, kaj ja, pa kaj ne. Ampak probaš nekaj delati z ljubeznijo in to ni ljubezen. Prve vrste, ker ni ljubezen do sebe. In ko vidiš, kaj je, da začneš ceniti, spoštovati sebe, se tudi ne nazadnje moče res v ogledalo pogledati, pa kljub kakršnikoli gubici ali pa sivim lasu ali pa kaj, da si rečeš, pa lep si, v redu sem, počutim se v redu v svoji koži. In ko so bile postavljene te meje, pa jasno skomunicirane, sem videl, da govorimo o isti temi, govorimo o istih stvarih. Slučajno se je to res poklopilo, da če je usoda, pa če stvari, ki so naprej zapisane, so zagotovo bile tako napisane, da se mora na njeni strani določene stvari zgoditi v življenju, isto na moji strani, iti čez neke izkušnje, seveda jasno čez neke partnerstva, za katero sem izredno vesel. Ne bi spremenil nič, ne bi tudi, če bi mi bilo dano vrteti časa nazaj, ne bi nič vrtel časa nazaj, ne bi dobene stvari spreminjal. Hvaležen za vsa učenja, predvsem pa hvaležen za to, kjer sem danes. Lahko zaupate kakšne meje, kakšen primer teh meja, ki sta rekla, tako bi rad, da je, to so moje želje, od tega ne odstopam. Mislim, da mogoče lahko nekdo, ki naj posluša, isto naredi pri sebi doma v svojem odnosu. Boš ti? Jaz? Skoli proti. Predvsem to, da si ne dovoliva več jemanja neke svobode, da te duši recimo ena veza, ne, da ne vem, da saj so meje, si poveš meje, glej, ne greva čez mejo, ne, to vsi vemo, ne. Ja, jasno. Ampak da vseeno lahko greš, ali pa ne vem, jaz imam taki kšeft, pač tako službo, da grem na oder. Jaz moram biti karizmatična, jaz moram komunicirati z ljudmi. Kako bi bilo, če on tega ne bi sprejemal? Jaz ne bi mogla biti, jaz bi bila trda na odru. Ne? Ali pa pač ne bi šlo. Ker veva, kje so meje, ampak potrebna je svoboda, da jaz bi pa danes šel, ne vem, na karte s prijatelji, tako kot imajo karte, ne bo jaz njemu rekla, a zdaj pa spet greš, ne boš z mano doma, pa glih, ne vem, čez vikend nisva bila skupaj ali pa karkoli. Glej, v tem času bom jaz nekaj zase naredila, izvoli, če se ti lušta idi, sem vesela zate. Ker kaj sem spoznala recimo točno v tem odnosu, kaj recimo sva zdaj ali pa kaj je že bilo prej. Tudi zase govorim. Če nekoga brezpogojno ljubiš, ga spustiš, da je srečen. To ne pomeni, da ga ti pustiš, da gre tja pa z drugo pa ne vem kar se ali pa karkoli, ampak da res mu pustiš svobodo, ampak seveda ne smeš pozabiti nase, da je to vseeno spoštljivo, da ne vem, da je vseeno komunikacija, ne da te nekdo izkorišča, tu pa je spet ljubezen do sebe. Ampak to,
da vidiš, da čutiš človeka, kdaj rabi odklop, ali pa kdaj, ko je živčen ali pa nervozen, da še ne siliš bolj v njega, da mu daš prostor. Lahko mu rečeš, dragi, če me rabiš, sem tu. Ampak da ni to tisto, pa še gre potem bolj v neko, ne, v kaos. Kaj pa pri tebi? Pravzaprav je odgovorila vse, ne? Da se tudi dotaknila tega našega karta. Ne? Mi se z prijatelji že, ne vem, 10 let dobivamo. Nikoli ni bil to, bomo rekel, tudi prej ne problem. Ni bila to ovira, ali smem, ali ne smem. Ampak to, kar sem zdaj izgovoril, nikoli si ne pustim več vzeti, da mi bo nekdo rekel, kaj smem. Govorimo in seveda vemo, kaj so neke moralne norme. Vemo, kaj se v partnerstvu sme, pa kaj se ne sme. Ampak biti pa svoboden pomeni spoštovati sebe, takrat spoštuješ tudi partnerja. In če spoštuješ partnerja, se zagotovo vsaj z isto mero to dobiš tudi povrnjeno. Nikoli ni bil problem, da če te partner potrebuje, so vse te stvari, ki so postranskega pomena, imajo status postranskega pomena. Karta ne bo nikoli na prvem mestu. Ampak je pa na to na urniku. In če res čas dopušča, ne, zagotovo gremo. Če pa ne vem, bi mi pa zdaj že ena rekla, danes bi pa res, da gremo na eno fajn večerjo. Ni debate. Absolutno gremo na večerjo. Je pa to drugače zaznati pri moji ženi, zato ker to ne bo v obliki izkoriščeno, da bo pa ravno v ponedeljek si umislila to večerjo. Ker ve, da v ponedeljek grem na karte. Ne? In to pa se je tudi prej ni to dogajalo. Verjamem pa, da se v marsikaterem partnerstvu to dogaja. Čakaj, kakšne karte igraš tam, da vem? Zelo različno. Načeloma mi dobivamo s fanti in igramo šnops. Zakaj? Ker je zato tako blazno enostaven, da mi zelo lahko se pogovarjamo. Čakamo, vsak prinese ali iz službe, ali iz prostega časa, ali iz družine, kako težavo, problem, karkoli. Velikokrat se pa dogaja, da tudi kakšen šport zelo na televiziji pa malo spremljamo. Tako da gre za krasno druženje in že skoraj tradicionalno. Vse se velikokrat zgodi, da so karte bolj kot ne izgovor. So včasih samo na mizi, pa se njih tudi dotaknemo. Ne? A ja? Se to ve. Ja, ampak je en ritual, je eno druženje, pa tudi ne pridemo vsi. Vse ima vsak vedno kako nalogo, ima kak zadržek, da pač ne more, ampak v glavnem pa ja. To je tak terapevtski šnops. Ja, vse smo že veliko rekli, pa zakaj ne spet ta rok, ko res moraš biti malo bolj zbran, pa je to malo bolj zanimiva igra. In je dejansko to bolj zanimiva igra, ampak terja tudi to ta davek, da si potem ti pa malo bolj s kartami povezan, ne toliko z prijatelji. Bravo. Prej je rekla, da je videla v tebi na prvem srečanju, pa slišala ta seksi glas. Kaj si pa ti opazil na njej na prvem srečanju? Ja, res moram povedati. Točno vem, kako je bila oblečena. Imela rjavo oblekco z ovratnikom, ovratnik dvignjen. Moja žena je generalno malo bolj temnopolta, tudi ta oblekca malo bolj bila kratka. Jaz sem bil zelo vesel, da sem se lahko za tistimi očali, katero se ne vidi oči, skrival, tako da sem je oko pobegnil tudi na njene noge. Mislim, sem bil, zelo zadržan, sem bil gentleman, kar sem generalno zmeraj, ne? Ampak nisem pa spregledal. To mi je bilo všeč, ne? Ker je bil res tak skoliran, miren, nič kaj, da tako, ne, se veš, kako so včasih eni moški. Ne, mi smo bila res to tako, kot sva. On je zelo hitro šel po tistem. Kolegi pa njihovi pa so vsi ostali tam, s tem, da predtem je še mojega sina spoznal, ne? Je prišel pravočasno, še tortico so mi prinesli. In kaj se je zgodilo? Jaz grem domov, pa sem rekla, pa vseeno, tak je bil fajn, bom prečekirala malo na Facebooku, da vidim, če je ali ni, ga nisem našla, tudi pri prijateljici, ne. Sem rekla, Hermina, vstavi se, kaj delaš? Kaj si rekla sama sebi? Da ne boš imela nikogar. Ok, in sem dala na stran. Pa spoštljivo, kaj je bilo do sebe, če sem mu bila zanimiva, me bo on našel. To je bilo tisto, da sem se postavila zase, da sem začutila, opa, kaj delaš, ne delaj v slari. Pa ti si tudi rekel, ne? Kako si rekel, da tudi ti ne glih, da bi to, ne? Zelo težko dodajam, ja. Ljudi na Facebooku
In to je bilo pa res eno tako obdobje, ki sem kak dober mesec ali pa slab mesec, se ne spomnim več, predtem mi udrli v moj profil. Sem dobil sicer elektronski naslov, na koga se obrniti, dobiš novo geslo in tako dalje, glavnem zadeva ni delovala. In sem si kak teden, dva predtem ustvaril nov profil na Facebooku, kjer smo pa samo eno sliko in ta je bila z očali, ta je bila z šildkapom, niti ni najbolj uspela prepoznati. Počakal sem kak dan, poiskala menit, za prijateljstvo ni zaprosil, res sem bil razočaran, res bil v obdobju, ampak mi je bila pa zanimiva. No. In pol pa sem, glede na to, da to ne rad naredim, ali pa sem zelo redko naredil, sem pa dodal. Hvala Bogu danes, da sem jaz zbral pogum, pa naredil ta korak. No. Ti si prvo njo dodal. Ja. Ja, seveda, nekaj več. Nismo slišali, ampak so se samo pisali. Ja, tako v teh časih. Ne? Je trajalo nekaj časa v tem, da smo se, ker smo šla pa na more, vsak na svojo stran, tako da je malo trajalo. No, pol se pa tako zgodilo, da smo zelo veliko nesrečo na morju, kjer smo bili v enem apartmaju z otroci, ki je bilo vse prej kot prijetno. Polno komarov. Ja, če ne drugo, bilo res ogromno komarjev. In moj prijatelj, danes poročna priča, je bil pa slučajno v istem kraju, kot je bila tudi Hermina. In je rekel, pa veš, kaj bomo mi tu prostih apartmajev. Pa dan je lomega vse v avto pri za otroci, veš, kako se bomo imeli fino. Meni ni bilo treba dosti kaj prepričevati, otroci so bili tudi navdušeni, pač neki kriterije so želeli imeti. Sin samo, da je morje, najstarejša hči, da bo dober internet, ta mala pa samo, da je blizu vode, pa da ne bo globoka voda, ker takrat je še zelo slabo plavala. No in po kar taki turbulentni vožnji, ker z otroci pa hitro nam je slabo, pa vroče, pa je Jadranska magistrala, sem se zapeljal naravnost na plažo, kar tisti pesek. Avto bi še pa pobruhan. Zapikani od tam male, vse smo naredili, vse smo čistili. Glavnem, bila je z večjih razlogov vrhunska poteza, da sem to naredil. Eno od teh je seveda zato, da imam danes prste na roki, pa da živimo skupno življenje. Drugo je pa to, da so uspeli otroci spoznati, da so otroci spoznali tudi njenega sina. V prvem trenutku so se zaštekali. Izredno, ja. To je noro. Ja. Mislim, tako mu rekel, no, tak, res s ponosom rečem, danes dam 4 otroke. Pustimo biologijo, ampak res prav fajn občutek, še posebej takrat, ko smo vsi skupaj za mizo. To je pa res. Ja. Bravo. Pa ko se gremo tihi, ali kaj že skriti telefon, ali kaj. Srežimo, tako da take, ali pa skupaj kuhamo res za mizo. Pa, fajn. Ja, bravo. Čak, kako v nekem dinamiki usklajujete to starševstvo zdaj, ko imate skupnih 4 otroke, ne? In včasih pride kakšne konflikte in to, kako to rešujete? Sta tam složna? Zanimivo, da konfliktov praktično skoraj ni. Zelo redko, da bi bil kak konflikt. Še najtežje, kar je usklajevati, so skupni urniki. Sin ima punco, ne. To je zdaj že potem nekaj, kar več kot oče nisi ravno na prvem mestu, ne. Ampak doben problem, mi je zelo všeč, kako funkcionirata. Zelo spoštljivo. Zelo. Ampak treba pustiti, ne, to je že malo njuno življenje. Ne. Sem zelo vesel, če se pridružita, ampak se tudi ono dosta pa rada za sebe. Ne. Najstarejša hči je tudi, bom rekel, toliko drugačna, toliko posebna, ima tudi neke svoje želje v življenju. Veliko da. Od vseh, tudi mamec velik učitelj. In danes ravno gremo skupaj v kino. Mislim, upeljem, jaz ne grem gledati neko risanko in to so priprave že dneve naprej. Ja, veselje. Drugače pa je tak, ne, zdaj jaz sem se selila v Maribor k tastu pa tašči, tako da me imata pod kontrolo. Se ne. To smo naredile zato, ker je sin še v Mariboru v šoli, zadnji letnik.
in on pa ima v Celju otroke, pa vožnje, pa ni da ni Službo, ne. službo in vse. Jaz sem še takrat v Ljutomeru delala, tako da je še to bilo toliko dlje, da sva zdaj zaenkrat med tednom velikokrat vsak na svoji strani, pa so bolj sladki vikendi, ampak tudi ko smo bili čez počitnice skupaj, pa vse klapa, ni da ni, ali jaz letim, ali ne vem, karkoli se zgodi, sva. Kaj na en stavek? Nisi več sam. Nisi več sam, ker to je bilo zelo, zelo težko dojeti. Ne? Jaz sem bila tudi en čas sama, pa on z otroke sam, ali pa karkoli. To, da imaš nekoga, da z Maribora prileti, glej, pelje otroka tja, ali pa karkoli, ali pa ne vem. Ne? To dojeti. Nisi več sam. Bravo. Ogromno parov se obrača na vaju in sprašujejo za nek nasvet. Kaj jim svetujete? Ko pride nek par in ima izzive v odnosu, ali pa oseba, ki je moče samska in si želi odnosa, kaj je vajen nasvet? Kako pristopate k temu? Jaz bom rekla točno to, kaj sem prej govorila. Ne? Če še nekdo sam, mora najprej sam sebe razvajati, da želi takega partnerja priklicati v svoje življenje, kot ga želi. Ne sme pozabiti nase. Mora predvsem dojeti, da je vreden. Vsak človek je vreden. Da so bile samo pač tisto, kaj so bila učenja. Tudi če je bil prizadet, je bilo učenje. Torej, pretekle izkušnje negativne je potrebno poimenovati kot učenje. Točno to. Okay. Ja. Kaj boš ti rekel? Ja, mislim, ravno to zdaj, ne? Kar tudi je rekel Aleksander. Imamo primere dobre prakse, imamo primere slabe prakse. Jaz sem prepričan, da iz primerov slabih praks se naučimo še več. Ampak, ko pa nekoga vprašaš za nasvet, pa iščeš tiste najlepše, najbolj tople besede, prave usmeritve, ne govoriš o slabih stvarih. Ampak življenje te izoblikuje, da pri tistih slabih stvarih, seveda, če si dovzeten za opazovanje in si pripravljen na sebe kaj spremeniti. Ko velikokrat poslušam koga, mogoče celo bolj ženske kot moške, kaj pričakujem, kaj zahtevam, kako bo. V prvi vrsti vse izhaja z ene žalosti, nesreče, prizadetosti, ne najdem dobenega pravega, vse, kar sem našla, se je skazalo, da ni ta pravi. In bolj ko poslušam, bolj ugotavljam, da govorimo samo o eni tretji osebi, nikoli pa o njej. Ali pa o njemu, to sploh ne igra vloge. Ne? Če ti uspeš sebe spremeniti, si okolico spremenil. Samo takrat se spremeniš, takrat, ko si to želiš, ne takrat, ko nekdo od tebe to zahteva. Še posebej ne, če te nekdo v prvi vrsti spreme takšne, kot si, takrat, ko je, bomo rekel, ko so metuljčki in vse, in si pripravljen, ali pa celo potihem misliš, kako bom že to preoblikovala, ali pa preoblikoval. In pa se vidi, da se pa ne preoblikuje. In pol pa nastane samo žalost. Takrat pa potem se zgubi komunikacija, vera, seveda tudi intima, karkoli. In ko spoštuješ sebe, kaj si želiš, spoštuješ partnera, kaj si želi, takrat se rodi ljubezen. Predvsem pa, da ne pričakuješ, da boš za vsako svoje dejanje, pozitivno dejanje, za vsa tvoja dajanja, za takoj nekaj dobil to povrnjeno. Vse boš, avtomatsko, ampak brez pričakovanj. Zanimiva tema spet, ki jo zdaj odpiramo, je, kako dajati v odnosu brez pričakovanj in kako zaupati to, kar si rekel, da se bo nekoč nekje varalo. Ali pa, da se sploh ne rabi varati. Ne rabi se. Ker s tem, ko si dal, si sebi dan naredil tako ali tako največjo uslugo. Če vidiš, da to, kar si dal, da je to bilo nekje kot seme posejano in da je rodilo in da je to usklilo in da nekdo od tega res nekaj odnesel, je to največja nagrada. Ne rabim telefonskega klica ali pa ne rabim stiska rok ali pa objema, hvala ti za to, kar si dal, zato ker že sam vidim, da kar sem naredil, sem dobro naredil in to je moja osebna rast. Ja. Če te nekdo prosi za pomoč, da mu svetuješ, mora biti pripravljen tudi slišati resnico. Ne iti vlogo žrtve potem, zdaj si pa nekaj povedal, ne? Ampak resnico slišati, tudi če ni mogoče wow, taka, ki jo mi večinoma, ker smo tako naučeni,
vedno dajemo, ne? Ampak to je rast, da sprejmeš dejstvo, kje si, zdaj pa je od tebe odvisno, ali boš naredil ali pa ne boš. Tudi razlika, ali je navodilo ali je mnenje. Ja. Če me nekdo prosi za to, da mu dam nek recept, neko navodilo, potem tudi spremem, da bo zavrnjeno, da se s tem ne bo strinjal, je lahko razprava. Če pa nekdo vpraša za mnenje, pol me pa ne negiraj. Ne me spraševati za mnenje, to je moje mnenje, o njem ne bom debatiral. Tudi ga ne bom spreminjal, zato ker sem si ga ustvaril. Samo če me nekdo izzove, da ga povem, bom ga povedal. Drugo pa seveda, tako kot se rekla. Če nekdo želi pomoč, sprejmi resnico. Če se od nekoga pričakuje, da je samo resnica tista, ki osvobaja, da je samo resnica tista, ki je prava, pol na drugi strani sogovornik mora biti pa pripravljen resnico tudi sprejeti. Je pa res, to pa drži, vsi imamo radi pozitivne kritike. Ne, meni se to kdaj očitalo, ne, da ti imaš takrat, če te kdo pohvali. Pa to imamo vsi. Nauči se pa ravno na tistih stvarih, ko te pa nekdo pograja. Ne, zdaj pa je pa razlika, kako te nekdo graja. Če te nekdo graja tako, da ti izpostavi tvojo težavo, problem, pomanjkljivost, karkoli, in če še to podpre z neko rešitvijo, super. Če to vse skupaj naredi v nekem normalnem tonu, takem, da vidiš, da si v tistem trenutku že začel graditi neko spremembo na tem, super. Če nekdo izkoristi to samo zato, da je svoj ego nabildal, da je tebe s tem ponižal, sebe zastrupljal, tebe pa toliko zbil, da boš mogel veliko korakov prehoditi v življenju, da boš prišel na nivo, odkot dalje boš sploh lahko začel kaj delati. Ok, dajmo to strategijo, ki se mi zdi spet odlična strategija za izboljšanje partnerskega odnosa, mogoče povzeti. Torej, kako partnerju komunicirati določeno izboljšavo, ki jo nekdo rabi narediti. Torej, kako sploh pristopiti, kaj reči, oprosti, to me moti pri tebi, to bi bilo fajn, če tako narediš, na kakšen način, to, kar si zdaj rekel, to povedati, da ne buildam egota, temveč da iskreno ali pa spoštljivo povem, lej, tukaj je priložnost za rast, za izboljšavo. V prvi vrsti biti sam dosti pozitiven vzor. Ne moreš pričakovati, da bo nekdo nekaj naredil, kar ti tudi sam ne delaš. Ali pa če se ti ne držiš. Drugo pa je seveda nekoga popraviti, ne, mu reči, je tako, kot sem rekel. Če rečeš iskreno, če rečeš z normalnim tonom, če rečeš z razlogom, da se res nekaj izboljša na partnerju ali pa na partnerstvu in da na drugi strani, da je to tudi iskreno sprejeto. Takrat bo slišano, ne? Točno to. Če je to skomuniciran na tak način, da nekoga zmerjaš, se dereš, seveda se vsak ukalupi, je to neprimerno. Seveda so pa tudi posamezniki, ki pa ne bojo spremenili na sebi nič za nič na svetu. Tudi to obstaja. In to, da ne vidijo, da so karkoli narobe naredili. Ne? S tem so pa samo zavirali svojo osebno rast. Tudi če skrivajo, ampak se da opaziti. Torej, pomemben del spremembe je zavedanje, da jaz nisem popoln ali pa popolna, da je priložnost za rast, ne igranje vloge žrtve in iskanje nekih dobrih praks, nekih rešitev, ker na koncu učitelj je vedno prisoten, ko je učenec pripravljen. Učenec pa se mora pripraviti. Zdaj, kako lahko nekoga v publiki, ki posluša, gleda, pripravimo do tega, da bo rekel, v redu, naredil bom spremembo. Imate kakšen nasvet? Ker zagotovo so med slušatelji in gledalci posamezniki, posameznice, ki so ali v nekem odnosu, kjer niso srečni in bi radi, da se ta odnos izboljša, oziroma niso v odnosu in so morda celo obupali, tako kot sta vidva v nekem trenutku v življenju, vse, ker ne grem se več. A lahko damo nek nasvet, kako se lahko pripravijo ti učenci, potencialni? Lahko? Izvolite. Jaz mislim, da v prvi vrsti, da si nekdo to sploh želi. Da sploh pristopi
ker ponovadi so to tiho in so raje v vlogi žrtve in trpijo in s tem, ko trpijo, čaka, da bo prepoznani kot neki trpeči objekti in bo pomilovanje in potem je to, kar dobi, je vse, mislim, je dovolj dobro. Tisti, kateri res želi spremembo, tisti bo pristopil, tisti bo o tem govoril, nujno pa je, da govori resnico. Ne samo tako, kot on vidi ali ona vidi to neko bolečino ali nekaj, kar je narobe, ampak si naliti čistega vina. Slušati obe strani, zgodbe enega in drugega, ali pa da nekdo sam toliko kritičen, toliko pošten, da tudi pove tako, kot je. Ker graditi v partnerstvu samo na eni strani se ne da. Ker če ima hiša zdrave temelje na južni strani objekta, super, samo mora biti na severni tudi. Še kaj ti dodala, Hermina? Ja, danes smo se pogovarjali, ko smo se vozili v Ljubljano, pa bom najo izpostavila. Midva morava nekaj na prehrani narediti. Midva se samo pogovarjava že ful dolgo. Kaj sva naredila še zdaj? Vse včasih, pa na gibanju. Ne? Ampak še vedno smo tam, pri pogovarjanju. Zdaj pa ali naredimo spremembo, čist tak pred vsemi tu zdaj, ne? Ali pa, ne? Dajmo ta priložnost, ta javni trenutek izkoristiti za vajno spremembo, da se zaveže ta pred publiko. Daj povej en primer spremembe, ki si jo želiš. Spremembe, bolj zdrava prehrana, več gibanja, več v naravi. Daj mi en primer zdrave prehrane, da sva konkretna. Kaj bo šlo ven, kaj pa noter pride? Ven kruh, čeprav ga imam ful rada, recimo. Ne? Že dovolj je, že zdaj zelo rada kuhamo, kuhamo, ampak še več kuhati doma, čim manj malc pa tega prehranjevanja zunaj po restauraciji. Točno to. Se smo res oba gurmana in uživamo, včasih se zalotimo, da smo potem, da se pogovarjamo, namesto kam bomo šla, ali pa naravo, tako kot si izpostavlja. Kaj rada papa ima. Omaja, kaj jedla. Pa se da je fino, ne, samo... Ki me bomo mogli postaviti. Ja. Pa hvala, da si nam izpostavila. Sem, zato ker, ne, se pravim, vsi smo ljudje. Vsi imamo nekaj, bo mogoče nekdo gledal pa rekel, ne, kak ste pametni ali pa karkoli. Ampak tudi mi dva imava izzive v določenih stvarih, kako ali se zorganizirati, ali nekaj narediti na sebi. Se to ni konec v življenju. Recimo, če bo nekdo srečal čez pol leta, 1 leto in bo rekel, ali vam je to uspelo? Kako bo oni vedeli in kako boste vidva vedela? Ker to še zmeraj ni merljivo. Je merljivo, če se malo bolj suha. Kaj merljivo, ja. Ne, ampak drugače pa tako, kot sem prej rekel. Če si v resnici ni doben problem. Točno to. Če me bo čez pol leta nekdo vprašal, bom tudi iskreno povedal čez pol leta, ali je zdaj ta pogovor bil samo zato, ker se snema, zato, ker se v redu sliši, delati na sebi, ali pa res nekaj narediti. Ja. Bom vesel, če bom lahko na to odgovoril čez pol leta. Ja. Ok, torej pričakujemo neko povratno informacijo čez pol leta na to temo. Mogoče še to vprašanje, ki se mi zdi pomembno. Kaj narediti, ko pa partner ne želi spremembe? A pa se upira spremembi, igra vlogo žrtve? Druga oseba si pa želi spremembo, dela na sebi, spodbuja, prosim, recimo mi smo je primer eno udeleženka, ki ima partnerja, ki je odvisen od alkohola. In ona neverjetno trpi v tem odnosu in mu želi pomagati, kaj ima rada. Rešiteljica, ne? Ja. Ki ni nujno, da, tako kot sem prej rekla, če osebe ni zraven, ne moreš rešiti, če se ona tega ne želi. To je še vedno njegovo življenje. Mi smo odgovorni za svoje življenje, ki ga imamo, kakšnega imamo. Vem, da potegne to zraven določene ljudi, ampak še vedno smo odgovorni za svoje življenje. Torej, dobro, otrok ne moreš biti odgovoren za svoje življenje, če živi v takem. Ampak mama pa je odgovorna za svoje življenje. Ne govorim, da mora iti stran, ampak to ni nujno tudi, da bo rešila partnerja, ker je on odgovoren za svoje življenje. In če ne sliši, če ne vidi, če je v takem stanju, potem se mogoče včasih mora narediti sprememba pri nekomu drugemu, da bo mogoče takrat šele videl, kje in kako je. Da bo lahko naredil, tudi to je pomoč, da se ti odločiš zase, da tega ne boš več imel. In mogoče takrat njega strezni, da bo naredil spremembo. Če ne, še pa vedno odgovoren za svoje življenje, kako bo živel. In tu se mi zdi zelo pomembno, da vsak izmed nas
prevzame odgovornost za svoje življenje, da ne krivimo zunaj sebe. Ostali so bili učitelji. Mi smo tisti, kaj bomo s tem naredili. Ja, mislim, nekdo, ki je ne glede v kakšnem situaciji, da zabreda, pa šel v napačno smer, je tudi izgubil veliko vere v prvi vrsti v sebe, tudi okolico. In moj prvi šef je nekje pri enih 45 nehal kaditi. Jaz sem mu rekel, čestitam, odlično, kako ti bo to uspelo? Odgovoril mi je čisto preprosto, rad bi videl vnuke. Ima cilj. Če ima nekdo cilj bivati, si deliti življenje z ženo, ki je srečna, z otroci, ki jo bo gledali in bo v njem videli kot nekoga, ki je kot vzornik, da on najde smisel, takrat mu bo uspelo tudi narediti te premike. Morda bo nekdo rekel, če bi mu že žena rekla, če me ljubiš, boš to naredil same. Te besede znajo biti zlorabljene zelo hitro. Se strinjam, je prav, da se to reče, ampak se ne more za vsako stvar reči, ker potem je to zloraba. Ampak ko bo nekdo videl smisel v svojem življenju, ne samo v sebi, ampak koliko ga okolica potrebuje, kaj lahko okolici da dobi od okolice tudi te povratne informacije, da dobi od okolice pohvale, zahvale, potrditve, takrat bo tudi on mogoče uspel narediti spremembe. Bravo. Ja. Torej, vidva, čeprav razumem, bosta zdaj živela bolj zdravo in se gibala, zato da bosta videla vnuke. Jaz smo vedeli, da z vnuki se nič kaj ne mudi. Še kaj za narediti v življenju, tudi otroci, ki nas obdajajo, še imajo tudi precej enih izzivov, precej enih želja, potreb, v katere smo nas midva vpeta. Jaz imam odgovor za to. Ja. Zato, da bomo čim dlje lahko uživala midva skupaj najmanj v življenju in za vsem, kar imava. Iskreno, ker se to veliko krat rečemo. Ja, res je. Bravo. To je tisto. Bravo. Dajmo malo še pogled v prihodnost. Torej, Rimja, ti zdaj si pustila službo, varno službo v Glasbeni šoli. glasbeni šoli. Hvaležna za vse. Mož te je podprl na tej poti. To mi res iskrena hvala in res to ogromno pomeni. Takrat, ko si v tem, ko si veliko krat v krču, v boju za preživetje, kaj pa zdaj? Ne? Takrat je ful pomembno, da te okolica podpre. Ne? Ker to ni lahko stopiti, ne? Take čevlje. In veliko lažje in ko imam razumevanje pri njemu, ko je podpora, ko je v miru podpora, ko mi je res da varnost, da sem lahko naredila to spremembo, da sem lahko začutila, ker jaz res tak ideja, polno nekih, ne, da me tudi zna prizemljiti, reče, draga, vse v svojem času, S tem seksi glasom, ne? Te prizemlji. Točno to. Ja. In kako je to pomembno, ne? Neki balans drug z drugim, pa to ne? Drugič pa jaz njega umirim. S pravimi besedami, ne vem, mi ratuje, ne? Ja, ti kar ja. Ampak je pa res veliko krat tudi tak, ne? Midva pa se res, se mi zdi, taka dva našla, ki sva, ne vem, kar gre, enostavno gre. Veliko krat pa se partnerji najdejo, ki mogoče niso tako kompatibilni, ne? Pa se tudi da, ko je veliko mera spoštovanja, veliko mera pogovora, pristnega pogovora, za stikom. Ali pa samo, da si drug poleg drugega, ali pa da si zreš v oči, kar je ful težko, pa si v tišini. Probajte. Kaj boš zdaj počela, prosti? Kaj boš zdaj počela? Zdaj, takoj? Ja, ne, govorim v kariernem smislu. Ker zdaj že imam hrano v mislih. So prosti, dragi. Se pravi, od jutri dalje. Kaj bom počela? Ja, oder je moj glavni tisti, kjer se vidim, ne. Dobro, ne rabi biti stage, ampak violina, petje, motivacija ljudi, to so poroke, razne prireditve, ne vem, kulturne zadeve, karkoli pač je povezano z glasbo. Tudi to, da, ne vem, presenečenja, ne vem,
da boš zdaj ti 40. rojstni dan praznoval, ne? In se prijatelji zberejo in ti seveda naročijo Hermino violino. Sicer to se čudno čuje zdaj, ne? Ampak v glasbenem smislu, da pride, naredi en boom, 45 minut do 1 ure, vsega pomalo, ljudje žurajo, pa tak naprej. In to je to. Lahko recimo tudi, ne vem, kot pošta, ne vem, sodelavec gre v penzijo, pa ne veste, kaj bi? Evo, sem jaz tista, ki pridem, naredim akcijo in je to neko posebno darilo, ko se mu lahko vsi zahvalijo, ne vem, to. Potem so poroke tukaj, ne. Tudi pogrebe igram, ne. Vse te stvari pač so. Moja velika želja pa je, kar se mi zdaj že kar lep čas dogaja, jaz pišem, napisala sem ogromno nekih zgodb. In jih tudi v šoli, v glasbeni šoli, kjer sem pač bila, tudi sama odigrala s pomočjo otrok, ali pa ne vem, tudi z sodelavci. Glavne te zgodbe obstajajo. In ena zelo močna zgodba je, ki se zdaj v tem trenutku dogaja, ki je o lastni vrednosti. Točno to. To, kar sta še čas danes govorila. Točno to. Kako pomembna je ta lastna vrednost. In bistveno z poslušalci, z tistimi, ki bodo, ali je to v knjigi, ki imam namen tudi knjigo izdati za otroke, mogoče tudi za odrasle različico, da sodeluje preko zgodbe, kako začutiti lastno vrednost, ljubezen in se umiriti in iti v sebe in tudi dihati zraven. In je to prav skozi zgodbo, skozi glasbeno vilo Hermino violino, ki je na odru in za celo zgodbo potem preneseš dol in pomagajo čarati to, kar se dogaja gori, ampak s tem prihajajo bližje k sebi. In to je zdaj tisto, kar tudi v studiu se skladba zdaj ustvarja, ki bo, upam, da v maju pogledala svoj prvi dan, ki sem jo napisala kot najstnica, ampak šele danes dobiva cel smisel, kaj sploh te besede pomenijo. Šele danes, po tolikih letih. Čestitam. Jaz bi te sam pohvalil. Lani si bila na našem dogodku in na odru je taka karizma, taka energija, da vsem priporočam, ki poslušajo, gledajo, če imate, hvala za 40-ko, če imate kakšno okroglo obletnico, če imate kakšno presenečenje v firmi, če imate kakšen slavnostni dogodek, povabite Hermino. Kje te najdejo? Na Facebooku Hermina violina. Napišite Hermina violina in je to. No. Tako, bravo. Se pokaže na različnih dogodkih in iskreno, predvsem to, da sem to, kar sem na odru. Ne? Pač jaz sem drugače ful živahna, saj ti me poznaš, ne? Pa moj mož me že prizna, ker velikokrat reče, ne, spet moja. Ampak kaj to naredi pri ljudeh? Sprosti jih. Ne? Jih vrže v tisto, da so lahko sproščeni, lahko se zabavajo, lahko, ne? Smo vsi enaki. Kaj bi rekla drugemu, kar si do zdaj še nista povedala za konec? Da ti začni prvi k meni. Zdaj pa res razmišljam, kaj. Mislim, da sem ti toliko povedal. Ja, vsak dan si rečemo res veliko globokih stvari. Ja, predvsem mislim pa to tudi, hvala ti za to, da se toliko prismejimo. Mogoče se tega nismo dotaknili. Eno zelo pomembnih stvari v dobrem partnerstvu, kvalitetnem je humor. Tu smo se ujela in res se veliko smejimo. No. Veliko krat tudi v poslih, še predno si rečemo zadnjim, ljubim te, pa lahko noč je še kakšna tema, da se nasmejimo. Ja, no, bom se na to navezal. Dajmo ohraniti. Ja, dajmo ohraniti. Jaz pa bi se obema nama zahvalila. Da jaz recimo tebi dajem to pri mojih letih, da sem še vedno otrok, da sem in tebe učim tiste, da si lahko malo bolj sproščen ali pa da lahko rečeš, ne, kaj lahko rečeš, Bože, ne, pa da ti mene prizemljuješ, da rečeš, draga, lej, daj se spusti nazaj dol, ne, ampak da se ne učitava, da sprejemava to drug proti in je prav zabavno. Se oba vema, da točno to rabiva, ne. Točno to, kar si lahko dal. No. In ja, hvala. Hvala tebi. Hvala tebi. In hvala tebi, Aleksander, za povabilo. Hvala lepa. Hvala. In obema želim
še zadnjič, danes dober tek. Ja. Ker jutri, Zdaj mislim, da bomo na kosilu na to temo mogli res še reči. Bomo. Okay. Bomo. Hvala. Hvala lepa. Res hvala za to, kar si ti meni tudi dal. Skozi takrat, ko si me prvič poklical, da ne vem, ampak se je moglo očitno to zgoditi. V tistem momentu, ker sem te rabila, da sem lahko delala korake, da sem bila dovolj močna in da to obstaja tudi pri tebi. Da slišiš, da vidiš, da delaš. Hvala. Hvala. Hvala, ker nas spremljate. Prosim vas, da se naročite na naše podcaste tako, da kliknete na gumb subscribe oziroma naroči se in s tem boste prvi obveščeni o vseh novih vsebinah, ki jih pripravljamo povsem brezplačno. Sponzor tega podcasta je Mastermind Akademija. Vabljeni na delavnice, kjer boste z novimi znanji in orodji lahko spremenili svoje življenje. Vabljeni, da komentirate, všečkate in tudi delite ta podcast, kajti s tem nam pomagate, da se dotaknemo večjega števila ljudi.